Pozor! Pozdravljeni, ime mi je Miha. Tako so me krstili, tudi mama me kliče tako. A pravi prijatelji me kličijo Mihi. Pokliči me tudi ti, postaniva prijatelja. Daj. Prav lepo pozdravljeni. Evo, da ne bo pomote, vam z maestrom Cirejem sporočava, da se niste zmotili, dejansko poslušate Toplovod, ki je danes na sporedu kar 2 uri prej od običajnega termina ob 21. ob torkih, ker se bomo kasneje igrali igre z žogo, kakopak okroglo. Včasih je Toplovod odpadel, zdaj pa smo staknili glave in pogruntali, da je Toplovod lahko prej. Evo, z malo fleksibilnosti, torej le ta lahko sobiva z nogometom, nekateri bi to pogruntali v eni sami minuti, Toplovod je potreboval skoraj 20 let. Lahko bi dejali, da so njegovi ustvarjalci silno počasnega duha, lahko povzamete stvar optimistično in zaključimo, da tudi najbolj želvi s časom napreduje. Cirej, živjo! Cirej je v prejšnji oddaji po 19 letih, torej na pragu 20. sezone, priobčil, da ne želi povedati ničesar v eter, ker to ni njegova oddaja. Sram te bilo, Cirej, cel teden sem premišljal o tem, ne. Evo in ti zdaj ob 19 in 3 minutah v torek ob drugi epizodi 20. sezone Toplovoda sporočam, da pri polni zavesti pripisujem polovico oddaje Toplovod nate. Tako da v tretji epizodi 20. sezone Toplovoda, torej prihodnji torek, prvič zaslišimo tvoj glas. Cirej je vzdignil palec, kar po meni znanih podatkih pomeni, da moji zamisli pritrjuje. Hvala, maestro. Skratka, če slučajno ne veste, kaj se zdaj greste in ste novi Toplovod poslušate, po letu pauze smo se lotili 20. sezone, da zadevo smiselno zašpilimo v 2 dekadi. Toplovodu smo nekoč v samem začetku pred 19 leti rekli oddaja o, za in proti demokraciji in še vedno je to. Zanima pa nas predvsem to, zakaj mislimo, kar mislimo, kaj poganja naša stališča. Po domače povedano, v duhu najvišje plemenitosti že 19 let in 2 tedna rešujemo svet, vedoč, da obstaja velika verjetnost, da ga za časa naših življenj verjetno ne bomo povsem rešili, kajti po kotih in zakotih sveta in življenja bo vedno ostalo nekaj malega nerešenega. Iskrena hvala in globok poklon vsem, ki Toplovod z nami soustvarjate, ga vsaj poslušate in se v njem sodelavci, ženami ali možmi pogovarjate, še posebej pa sem vedno vesel, če pokličete, ne glede na mnenje, ki ga imate, za dialog gre. Še najboljši je tak, ki zamaje najbolj zakoreninjena stališča. 01475 2202 številka, ki vaše revolucionarne misli in zamisli deli v eter vala 202. Naj ponovim še pravila igre, izjemno enostavna. Držimo se razpisane teme, za kar skrbim spodaj podpisani, ki debato usmerjam. Občujemo omikano, uporaba genitalnih samostalnikov, pridevnikov in glagolov ni povsem prepovedana, potrebuje pa izjemno robusten kontekst, da eter to prenese. To pa govorim zato, ker včasih kdo brez genitalij zatava v kak brezplodno mračen kontekst, iz katerega se moramo potem nekaj časa reševati in zato porabite en kup kalorij, energije. Skratka, odgovorno postopajmo z etrom Toplovoda in vala 202, ki nam je dan udar in svet bo prej ali slej rešen. Spet sem malo zabluzil s tem uvodom. Kaj počnemo? Na vago razuma tokrat dajemo eno trditev, ki se na prvo žogo sliši, kot da drži, lahko pa tudi, da ne. Slišali smo jo tudi v prejšnji oddaji in gre nekako takole. Ljudje naj bi postajali s časom vedno slabši. V zadnji oddaji je nekdo v zadnji četrtini točno to povedal, pa sem že takrat obljubil, da to preverimo. Skratka, teza pravi, da vsemu napredku navzlic ljudje nekako nazadujemo, da postajamo, saj veste, vedno slabši, da smo vedno manj človeški v tistem romantičnem smislu človeškosti, kjer naj bi človeškost pomenila nesebičnost, pa sočutje, empatijo, plemenitost, žrtvovanje, odrekanje za dobrobit skupnega, višjega, ponižnost pred skrivnostjo čudeža življenja in kar je še
sorodnega kiča. Trditev namreč meri, da postajamo vedno večji egoisti, ki nam je malo mar za obče dobro, za naravo, za generacije, ki prihajajo, sosede, za soljudi. Goni nas torej samo sila, ki zadovoljuje naše potrebe po udobju, ki nam ga servira najbolj razširjena religija našega planeta, to je ta srečno nesrečni grenko kisli potrošniški materializem. Tako nekako si jaz to enostavno držo razlagam. Ampak, a to drži, da ljudje postajamo vedno slabši? 01475 Kako bi zagovarjali to trditev, da gremo iz slabega k slabšemu? Kaj bi navedli kot dokaze? Kakšne opažanja? Pa mogoče v kakem časovnem intervalu se pogovarjamo o desetletju, mogoče zadnjem desetletju, generaciji, v času po industrijski revoluciji. So bili naši očetje in mame res bolj romantično človeški od nas? Smo mi bolj romantično človeški od naših sinov in hčera, ne? Ker če to drži, potem je to vredno razmisleka. Kaj pa naši stari očetje, kako bi se sploh lotili opazovanja take trditve, ki pravi, da postajamo vedno slabši? Ne? Kaj pa če to preprosto ne drži? Cirej, a ti, kaj pa ti, smo vedno slabši? Cirej se s tem ne strinja. Nekaj pa, če postajamo vedno boljši. Kako pa vi razmišljate? A bi znal kdo poklicati in zagovarjati to super nepopularno in optimistično tezo, da smo ljudje v resnici vedno boljši? Da smo vedno vedno boljši. Ne bom vas napeljeval, zakaj bi lahko, oziroma utegnili biti vedno boljši, ampak kaj pa, če smo vedno boljši? 01475 2202 Tvegamo in gremo brez glasbenega uvoda. Dober večer. Kdo bo prvi? Dober večer. Živijo. Juri, tlele, se slišimo? Juri, odlično se slišiva. Juri, po dolgem času sem uspel priti v vašo oddajo, tako da lep pozdrav. Juri, po dolgem času vas pozdravljamo v toplovodu ob 19:08. Čudna ura za toplovod, ampak... Tako, jaz sem to trditev vašo poslušal in v bistvu deloma se strinjam, deloma se ne. Nekje na nekih osnovah mislim, da človek postaja vedno slabši. Zato, če lahko pogledamo sam navodila, ki jih danes zraven na aparatu dobimo, da se ne sme piti tekočine z baterije od avta. Ja? Na teh osnovi postajamo vedno bolj slabši. To pa mislim, da zato, če že pogledamo naše otroke, našo prihodnost, izmeraj bolj zavijamo v vato. Vse je ostro, vse je nevarno, otrok ne sme iti več tam, peš domov v šole, ne sme teh osnovnih povezav možganskih se na trd način naučiti, ko včasih, ko smo se kot otroci igrali ob potoku, ker je bila naša edina igrača, rekla se je zunaj, zdaj pa zmeraj bolj več za monitorji presedimo in to osnovo zgubljamo, dobivamo pa nekje s tem, ko z nekimi računalniškimi pripomočki, z nekimi ChatGPT, čisto drugače razmišljamo, če znamo te zadeve pravilno uporabljati. Se pravi, neki naši starci, ki so se 3 tedne, več mesecev v knjižnici mučili, da so prišli do nekega zaključka, zdaj mi to dobimo v parih sekundah in to znamo, če znamo pravilno prevedati podatke, nadgraditi. Juri, a lahko vskočimo v besedo tole? A ima kdo pri roki slučajno od poslušalk ali pa poslušalcev ChatGPT? Naj ga vpraša, pa naj potem poroča magar na Twitter, dokler smo še tam na Lojtra toplovod, kaj ChatGPT prav, kako on gleda na to trditev, ali postajamo, a res postajamo vedno slabši. Ok, Juri, kako bi pa neke kriterije postavila, kaj pomeni boljše pa slabše? Ne? Ja, tu je pa tisti dvoreden večke v družbi potrošništva. Ne? Včasih je bilo... Jaz mislim, da vedno boljši se moramo ozreti na te osnovne prvine, kot so se izkazali zdaj pri poplavah, ki se v človeštvu izkažejo v nekih naravnih dogodkih, ko ljudi pozabimo na zamere, gremo pogledati sosedu, a tam vse v redu, kljub temu, da prej 20 let nismo govorili. Te naravne prvine, ki jih izgubljamo s tem modernim življenjem, ki potrošništvo na cilji, sam jaz si lahko prvočem, jaz moram imeti boljši avto, kot sosed. Jaz in dolgo pol noč. Ampak kaj izgubljamo s tem? Ne, to je treba dokazati. Zdaj to je ena taka nedokazana trditev v tem trenutku toplovoda, da naj bi
Jaz recimo, se spomnim mojega otroštva, mi smo bili recimo pol razreda, je bilo tudi popoldan izven šole, smo skupaj se igrali, skupaj nabirali. Zdaj vidim naše otroke, so 1, 2, če se 3 dobijo, to že guzva. Ok, ampak otroci se dobivajo v digitalnih prostorih. Zakaj ne bi bili slabši, ker ne rabutajo več češenj, ampak rabutajo digitalne češnje? Boljši smo v tem svetu digitalnosti, v povezljivosti, v nadgradnosti, slabši pa postajamo v nekih osnovnih stikih. Ampak kaj pa kot ljudje? Jaz sem prepričan, da je tisti gospod, ki je v prejšnji oddaji to trditev uporabil, ne, da je, mislim, da je celo jo podrazložil na način oziroma podpojasnil nam na način, da smo vedno bolj sebični, da smo vedno manj sebični, da vedno bolj gledamo samo na lastno udobje. Seveda, to vse strinjamo. Tu se je tudi pokazalo zdaj v teh poplavah, koliko ljudi je izrabil pomoč, koliko ljudi je tam prišel na tiste črpalke pa vzel pomoč, ki ni bila namenjena oziroma so vzeli večletno zalogo čistil. Postajamo vedno bolj sebični, družbanost potrošniška pelje k temu, da mi vedno več ti prvočeš in da zadovoljuješ samega sebe s tem, ko si več upaš prvočeš kot sosedu in drugemu ne prvočeš tega. Ok, ampak se vam zdi, da vam seže spomin v kakšno drugo družbo, ki je bila manj potrošniška? A tam takšnih ekscesov in zlorab ni bilo? Mislim, da tu je pač rak rana vsake družbe, ki pol enkrat eksplodira in pol se vrne spet na svoj začetek. A pol ne drži, da postajamo vedno slabši, ampak smo samo vedno bolj samokritični? Tudi to je možna varianta. Tlele je pač več smeri, pa bi morda še kakšnemu drugemu poslušalcu, da nadaljujo tlele mi dva, da ne bo ta debata najna. Super, odličen uvod. Ok, spoštovani in cenjeni, skratka, v prejšnji oddaji je nekdo postavil trditev, da ljudje postajamo vedno slabši. Mi jo preverjamo, vi pa povejte, a to drži ali ne drži, pa kako bi se sploh lotili te trditve na pravi način. 01 475 202. Cirej, en vdih. No sweet thing
Dober večer, toplovod. Poslušate, danes tehtamo eno idejo, ki je bila izrečena v prejšnji oddaji, in sicer, da naj bi ljudje z leti, s časom, ki ga prebivamo v teh okoliščinah, kakršne živimo, postajali vedno slabši. V prejšnji oddaji smo lahko slišali to zagatno mnenje, ki trdi, da gredo naše nekdanje vrednote počasi cugrunt oziroma v maloro. Drži, da je tezi o moralnem bankrotu posameznika in družbe zelo enostavno pritrditi, obstaja pa verjetnost, da ideja preprosto ne drži vode. Kaj vi mislite o tem? Morda, mogoče en tak namig k razmisleku bi bilo pametno biti iskren in se vprašati, kaj pa jaz, ne? Ali sem jaz s časom slabši, ker če družba postaja, potem moram postajati tudi jaz, ne? Ker s prvo osebo množine, torej mi, ali pa kot družba smo vedno slabši, to je lahko ena taka past, ki neizrečeno prelaga odgovornost na druge. S tem, ko rečemo, ljudje postajamo slabši, običajno mislimo na druge, ne? Vsi razen mene. Gremo naprej. Dober večer. Hola, se čujeva? Čujeva, živijo, s kom občujem? Super, jaz sem Igor iz Ankarana. Igor, živijo. Všeč mi je ta old school geografsko poreklo. Igor iz Ankarana. Ja, ne, odlično, hvala. Igor iz Ankarana, živijo. Živijo. Po moje smo zmeraj slabši in to iz sledečega razloga. Zato, ker smo zmeraj manj prilagojeni za življenje na tem planetu. Mi ne živimo več na tem planetu. Ta virtualna pravljica in to nima, to je na planetu Zemlja totalno brez vrednosti. To so samo neka pomagala, ki probajo ogolfati naravo, ne, in to zaradi naše lenobe in pohlepa. Ne. A se vam zdi? A ne, da se mi zdi, jaz vem, da je tako. Kako pa veste, da je tako? Skozi moje oči. Ni pa nujno, nekdo drug bo razlagal tisto drugo štorijo. Ne, ampak kaj pa, če je to neka nepojasnjena skrivnost evolucije, da je do te točke pač moralo priti. Ta ločenost človeka in našega početja od narave je lahko tudi problematična. Ja, se je problematična. Ampak, a nas to, recimo, da Cirej na Instagramu sedeč na straniščni školjki motri digitalne nagice, dela manj naravne? Ne, to nas ne dela manj naravne, če bi motril samo nagice. Problem je, ker si tudi, mogoče on ne, ma čez 10 let si bo probal hruškov trgati na Instagramu, to pa žal ne boš. Zakaj? Zato, ker bojo vsi samo še na Instagramu, ne, se vidiš že zdaj, kdaj si imel električarja v hiši, oziroma vodovodarja, kaj tašnega. Ni več obrtnikov, ne. Ok, ampak vi zdaj pesimistično fantazirate v smer, da bo Cirej čez 10 let od nagic prešaltov k digitalnim hruškam in posledično umrl od lakote, če vas prav razumem? Približno v tem stilu. Ne, ampak zdaj optimistično pa lahko sanjariva z, ne vem, Elonom Muskom in njegovim Neurolinkom oziroma zlitju tega digitalnega in organskega in kar nas bo naposled povezalo in bomo skupaj v neki širokopasovni povezavi vibrirali v tej kolektivni zavesti in sedeli na školjki in gledali nagice kolektivno. Ne, jaz sem absolutno proti, zato ker vseeno mislim, človeška evolucija, ne, da je človek prišel do tega, kar je prišel na podlagi solidarnosti. Se tle strinjava. Jamski ljudje, ne, so šli na mamuta ne individualno, kapitalistično po ameriško, ampak so šli dokaj socialistično, so šli vsi na mamuta, Igor, oziroma in so si plen delili. To bi utegnilo držati, ampak zdaj mnogi raziskovalci ali pa razmišljevalci napredka pa trdijo tudi, recimo, da je sebičnost tisto, kar je pognalo napredek v nebo, sploh v zadnjih desetletjih ali pa par stoletjih. To se absolutno strinjam, samo smo spet tam. Ta napredek s preživetjem človeka, homo sapiensa kot vrste, na tem planetu je totalno nič vreden. Oziroma se bo pač dokaj hitro pokazalo. Tudi to, najbolj razvite družbe na planetu imajo najmanjšo rodnost. Tle se moreva strinjati. Ja, absolutno. No, in kakšna prihodnost nas potem čaka? Točno ta, da bomo širokopasovno gledali nagice in si ga metali na roko, ker drugo ne bo šlo. Tega Cirej ne počne. Igor, odličen debater ste, ker zdaj smo odstrla in par pogledov,
nisem si mislil, da bomo šli v to smer, ampak zdaj imamo cel problem. Zdaj treba tudi tega homo sapiensa postaviti v kontekst planeta in narave, da bi ocenila to dobrost ali slabost našega odtisa. Ne? Ok, dobrost je v temu, da si je precej olajšal življenje, kar je pač posledica lenobe in sebičnosti, ne? Ampak do neke mere je pa skozi uničeval, ne? Je skozi uničeval okolje zaradi tega svojega napredka oziroma zaradi tega, kar si midva zdaj prodajava za dobrost, jaz toleriram, ajde, naj bo dobrost, ne? Ampak vprašanje, koliko je to dobrost, ker če damo na vago, ne, je bil naš napredek za naravo oziroma za druga živa bitja na planetu precej, kako se bom izrazil. V glavnem človek je za to svoje udobje brez pomisleka žrtvoval druge živalske in rastlinske vrste in jih na debelo uničeval že prej, ne, že pred tem, kar se pa dogaja zadnja leta, je pa tako precej katastrofično. A lahko to uporaba kot kriterij? Recimo zdaj bom mal populističen, pa bom rekel, greva recimo na Google Earth pogledat, ne, pa vzameva recimo Južno Ameriko, pa pogledava tisti severni del Bolivije, ne, ki že obsega ta amazonski pragost in ugotoviva, da je že popolnoma oropan strani človeka oziroma izginja. Ne. Ampak vse to je eno tako antropogeno dejstvo ves čas obstoja naše vrste. Ne. Kamorkoli smo prišli, je megafauna v nekaj tisočletjih ali pa par 10 tisočletjih izginila. A nas to dela slabe? Absolutno slabe, zato ker s tem mislim, da je na tem planetu pač še vedno neko čudovito ravnotežje. Ne? Sicer blazno krhko, ampak ravnotežje je in vrsta, ki to ravnotežje podira sebi oziroma lepo po slovensko pregovorno, mi sami sebi žagamo vejo, ne? Ker ko deževni pragost, se sebi jemljemo zrak. Ne? Ampak ni vsaka vrsta taka, da dokler, bom rekel, evolucija poganja, bom rekel, njen napredek in razmnoževanje pač gre, ne, svojo pot, ne, preraste vse, ne? Ne, samo človeška preraste vse. Ne, se mi zdi, da vi, a veste kaj, Igor, ne bom rekel, ampak vznemirljiva debata, vi se mi zdi, da za razliko od opic od človeka terjate zaradi našega samozavedanja pravzaprav to, da se samo omejuje. A je to, kar je ta dejavnik? Mislim, to je to, kar je pomembno. Lahko to imenujemo samo omejevanje, lahko to imenujemo toleranca, lahko to imenujemo delati dobro oziroma ne naredi drugemu, kar ne bi želel, da nekdo naredi tebi. Ne? Namesto, da bi svoj intelekt oziroma svoje zavedanje uporabili za to, ne? Mi ga uporabljamo pač za uničevanje in pri tem sanjamo o nekem raju in 70 devicah oziroma odvisno ali oni nosi krilo ali se obrača proti Meki ali whatever. Ne? Raj je ta planet. Na tem planetu imamo raj. Ne? Samo mi za raj nismo godni. Mi si ga po neki tej ne zaslužimo. Ne? Igor, odlično argumentirati. Dajte mi potem povedati še tale obrat preden greva prihodnji ali pa prihodnjemu. Kako si pa predstavljate en tak zasuk, da bi vi ocenili, wow, zdaj pa ljudje postajajo boljši? Ne? Kaj bi se moralo po vašem mnenju zgoditi oziroma kaj bi želeli opaziti? Kaj bi želeli opaziti oziroma to je spet mozaik, to bi moglo biti ogromno dejavnikov. Ja, ampak da bi tako... En čudovit... Da bi tako rekel, zadnjih 5 let mater pa postajamo boljši. Kaj se dogaja? Evo, imam. Ena družina, en avto. Rešeno, pristanemo ali ne pristanemo. 4-članska družina, en avto. Enočlanska družina, tudi en avto. Pa naj ga pol posoja ali pa whatever. Ampak brez poločenih naslovov, vsej mi smo enočlanska, mi smo 4-članska, ampak živimo na 2 naslovih, se pravi... Ja, razumem. Ne. Ena družina, en avto. Igor, vse jasno, najlepša hvala. Ajde, drži trdo, ali čau. Držal bom trdo. Igor, hvala za odličen prispevek k oddaji in pravzaprav mal razširitev debatnega polja. Nič 1-475-202, toplovod 2 uri prej kot običajno. Druga epizoda 20. sezone. Vlagamo pa idejo, ki pravi, da smo ljudje vedno slabši. Dober večer. Živijo, s kom govorim? Gašper iz Šentruperta na Dolenjskem. Gašper iz Šentruperta
na Dolenjskem. Sveti Rupert, kaj bi on za en svetnik? To pa nisem verjetno prav naslov, ker sem bolj med mlajšo populacijo poslušalcev, tako da pa to je bolj antizgodovina. Bova s Cirejem pogooglala. Ok, Gašper iz Šentruperta na Dolenjskem, drži ali ne drži? Tako, sem že od prejšnjega tedna malo študiral, ker sem poslušal, pa sem recimo prišel do spoznanja, da bi rekel, da ne da smo v osnovi slabši ljudje ali pa boljši, ampak se mi zdi, da v sami po sebi smo še vsi še zmeri taki, kakor ljudje, kakor so bili, smo bili. Problem bi rekel, da danes je v času. Ker čas, ki si ga vzamemo zase, kar se najbolj promovira pa prodaja danes, pa čas, ki si ga vzamemo za družino, za prijatelje, tudi za hišnega ljubljenčka v končni fazi, kar verjetno na konci ga nekdo še kup, da je tudi njegov čas zase, ampak jaz bi rekel, da v osnovi je problem s časom, ker potem tudi naše vrednote s tem sovpadejo. Ali imamo veliko časa, pa se lahko tudi kvalitetno z nekom pogovarjaš in tako naprej. Recimo, jaz, ker sem pač mlajši, lahko to primerjam recimo z mojim stari starši, ali pa recimo jaz z njimi, ker imam največ stika z njimi v tem primeru, da oni, ki so bili starejši, recimo, so imeli več časa in se ni toliko življenje hitro odvijalo, kot se nam recimo danes. Gašper, zdaj ste začeli s temi generacijskimi debatami, zdaj vas moramo vprašati po enem osebnem podatku, koliko ste stari? 24. Bravo. To so taka lepa leta za razpravo. Zdaj, če bi ta teza, da ljudje postajamo vedno slabši, utegnila držati, potem vidite vaše starše, sklepam, da imate še žive stare starše kot boljše. A vam oni kdaj učitajo? Ne bi rekel, da so oni boljši, pa recimo jaz slabši, ampak samo spet na to tezo ali pa trditev, da včasih so imeli čas kvalitetno preživljati ali pa kvalitetno ga izkoriščati. Tako, no. In na podlagi tega bi rekel, da pa tudi vrednote trpijo. Recimo danes prideš domov, si utrujen, pa si rečeš, danes se mi pa ne da s prijatelji na peru, bom raje doma na Instagramu nagice gledal. Okay. Pa recimo v tem smislu. Da bi pa zdaj rekel, da so pa moji starši bili boljši, siguren z vidika tega, kot je prejšnji poslušalec rekel, ampak ker pač danes naše vrednote trpijo, glih zaradi tega, ker pač, nimaš časa, da bi doma na vrtu pri predelu solato, ker recimo mi v naših koncih je mogoče še lahko, v Ljubljani je pa to že cela norišnica. Gašper, vi pri 24 letih verjamete v kakšne univerzalne človeške vrednote? Ja, verjamem, ampak... Kaj bi to lahko bilo, zdaj? Sej, to je zdaj tako širok pojem, ampak mislim... Kaj bi rekla, recimo, kaj tazgane ljubezen, dialog, sočutje? V končni fazi mogoče res dialog, dialog, dobro delo ali pa dobro namerno delo. Tako. Dobro namerno delo. A se vam zdi, ker s tem lahko tudi pretehtava, če ljudje postajamo slabši, a se vam zdi, da je način življenja, kakršnega živimo v naši družbi ob tem času, na tem planetu, da nas na kakšen način onemogoča, da sledimo tem univerzalnim vrednotam? Mislim, bi rekel, da mislim, ker da recimo lahko bi na to navezal, da recimo živimo manj kvalitetno življenje, ker pač se ga nimamo časa niti uživeti. Kaj bi pa bilo bolj kvalitetno življenje? Če je to življenje, ki ga živimo, zasledujoč te vrednote, ki so nam upovedane skozi marketing, skratka, da ogromno časa preživimo na delu, zato ker se pehamo za nečim, kar nam obljublja srečo in dostojno življenje, seveda v zameno za denar, neka materija. Kaj bi bilo pa potem tisto, rekli ste, kvalitetno življenje? Ja, vse to je zdaj vred $1 million question, ampak bi rekel, da v smislu, da se znamo zavedati tega trenutka, da se jaz tukaj s tabo pogovarjam, da nekdo se domov pelje, pa da pač
se zavedaš trenutka, ker tako, kot si rekel, se pač ljudje, greš v službo in delaš zato, da boš šel lahko čez junija na počitnice ali pa avgusta, ne. Pa delaš, pa greš pol danes, nadure delati, da boš šel lahko zim še smučati, če imaš to srečo, ne. Ampak in pol se vsi samo sekiramo, ker recimo delal sem dan za januar, a doma recimo imam pa nekoga, ne vem, rab mojo pomoč ali pa recimo eno izmed vrednot. Čeprav razumem, živimo bolje, smo pa slabši. To se sliši malo protislovno, ampak je ful zanimiva iztočnica za nadaljevanje. Ja, tako no, zelo filozofsko postaja. Mladi gospodič Gašper, najlepša hvala, pa hvala za prispevek. No, ni za kaj. Živo. Adijo. Cirej. Jaz sem bil čist malo starejši od tega gospoda, ko sva začela s toplovodom. 014752202, postajamo vedno slabši. Zdaj pa najlepša hvala gospodiču Luki Turku, ki mi je prek Twitterja poslal, kako pa na to vprašanje odgovarja Chat GPT. Jaz tega nisem prebral, tako da dopuščam kakšno, ne vem kako dobre oslovnice, ampak bom poskusil. Luka, hvala za tale prispevek. Na Lojtra toplovod na Twitterju nas zaenkrat najdete in se lahko vključite tudi na ta način. Skratka, takole pravi Chat GPT. Vprašanje, ali postajamo ljudje vedno slabši, je kompleksno in ga ni mogoče enostavno odgovoriti. Razumevanje te teme zahteva interdisciplinarni pristop, ki vključuje zgodovinske, sociološke, psihološke in znanstvene vidike. Razprave o splošnem moralnem in intelektualnem stanju človeštva so obstajale že stoletja, vendar ni jasnega znanstvenega konsenza o tem, ali ljudje res postajamo slabši skozi čas. Pomembno je upoštevati, da so bili skozi zgodovino ljudje vpleteni v različne oblike nasilja, zatiranja in nestrpnosti, vendar je hkrati tudi veliko primerov človeškega dosežka, empatije, sočutja in razvoja. Tehnološki napredek je omogočil tudi izboljšanje kakovosti življenja za mnoge ljudi in prispeval k napredku na različnih področjih. Kako je Pesjan zaščitil samega sebe? Nadaljujem, pri razumevanju stanja človeštva je ključnega pomena upoštevati kontekst in širšo sliko. V nadaljevanju pa naklada, še tole za konec. Poleg tega je treba upoštevati, da so sodobne tehnologije omogočile širjenje informacij, kar lahko včasih ustvari vtis, da je svet bolj nasilen ali slabši, kot je v resnici. Kljub mnogim izzivom, s katerimi se soočamo, pa je pomembno tudi priznati, da obstajajo številni posamezniki in skupine, ki se aktivno trudijo za izboljšanje sveta in reševanje pomembnih problemov. Spoštovani digitalni organizem Chat GPT, hvala za tole precej pametno idejo. Dober večer, kdo je z nami? Dober večer, Miha, David tukaj. David, živijo. Pred kratkim sem zasledil en podatek dokaj verodostojnega vira, da odkar merimo inteligenčni kocient, da smo prvič izmerili nižjega kot pa v preteklosti. Pomeni, v preteklosti je vedno bilo tako, da vedno, ko smo ga imeli vsako leto, je človeštvo pokazalo višji inteligenčni kocient. Zdaj pa se je ta stvar obrnila. Pomeni, da ga imamo zdaj nižjega in dejansko je trend v to smer, da se nam inteligenčni kocient zmanjšuje populaciji v splošnem. In kako? Da to bi bil direktni tak argument, zakaj gremo na slabše. Ampak kako je pa, to me zanima, kako je pa, preden se vprašava, je res biti bolj neumen slabše ali boljše, kako pa interpretira ta vir to domnevno dejstvo, da postajamo vedno manj inteligentni? To se zdaj ne spomnim, ker to sem slišal v eni oddaji, ne vem, je to inteligenta ali podobe znanja, nekaj takega. To ne bi bil posebej več karkoli trditi. Ampak se inteligencija je cela vrsta. Je članek govoril, da so naše splošne, obče kognitivne sposobnosti slabše? Ali? Ja, to je cela modrost v zadju, cela znanost samega merjanja in teh postopkov. Ampak tak splošno pa bi rekel, da je bil samo zanimiv podatek, da dejansko smo nameli slabšega. Torej, kaže na to, da manj uporabljamo svoje možgane. Smo zaradi tega manj sposobni razmišljati. Isto, kar nas najbolj razlikuje od četa, recimo, je glih univerzalnost. Pomeni, da lahko
razmišljamo o kjerikoli abstraktni ali pa drugačni situaciji. Tem, ko chat je pa dokaj umen. Ampak, a ni to tako mal protislovno razmišljati na način, da v trenutku zgodovine, ko se nam dogaja, tako trdijo, največja digitalna revolucija v zgodovini človeštva ali pa celo planeta, ne govorim o vzniku prve inteligence, ki ni organska, ne? Torej umetna inteligenca, da govorimo o tem, da smo vedno bolj neumni. Pa niti ni inteligenca, če bi šli tako se pogovarjati, no. Ampak je neka imitacija nečesa, kar se spominja. Ampak človeški možgani pravzaprav tudi ne počno nič drugega, kot imitirajo. Ravno zadnjič sem poslušal oziroma bral nek zanimiv članek, ko so najprej odmahovali z roko, češ ta ChatGPT oziroma umetna inteligenca je neka simulacija in neka igra verjetnosti, ampak potem naj bi ugotovili, da človeški možgani funkcionirajo na precej podoben način. V bistvu je chat bil sprogramiran na ta način, da so imitirali človeške možgane in neurone. Ampak, če ti odgovorim na tisti paradoks, dejansko se mi ne zdi paradoks to, da več kot odkrijamo novih stvari in se olajšamo življenje, slabši smo sami po sebi. Ja, kako smo slabši? Primer v smislu, ko smo začeli konje, smo manj hodili. Ko smo izumili avtomobile, smo še manj hodili. Odkar imamo več avtomobilov, manj hodimo, posledično so naše noge slabše okrevne. In podobna zadeva se nam dogaja tudi na področju razmišljanja možganov. Zakaj bi bilo to slabše? Potem bi tudi... Manj razmišljamo, možgani nam krnijo. Zato, ker imamo vse na dosego roke. Rajmo se več truditi, da bi razumeli stvari, ampak samo postavljamo vprašanja. Ampak to je samo, mogoče pa to stvar neke pač dolgoročne ali pa dolgosežne evolucijske spremembe. Se konec koncev smo dobili skozi evolucijo tudi manjše čeljusti, pa večje lobanje tukaj spredaj, kjer imamo ta... Ja, tako. In to je bil smer evolucije, ki nas je postavila na druge živali, da se naše lobanje rasla, naši možgani so se razvijali. Sedaj smo pa se razvili do te mere, da smo si naredili toliko pripomočkov, da dejansko skoraj ne rabimo več razmišljati. Ne rabimo več uporabljati svojih možganov in posledično možgani krnijo. Tako kot kjerikoli drugi ud, ki smo nehali kadarkoli uporabljati. Ampak sva s tem res dokazala, da smo slabši oziroma da smo boljši? Ja, to zdaj slabše, boljše, je pa spet Morda... Smo boljši potrošniki, recimo, Je zdaj to, Smo boljši kaj? Ljudje. Ljudje smo, to ne moramo ne biti ljudje, Ja. Kaj smo boljši, Imamo boljše hiše, boljše ceste, boljše... Ne vem, lahko se vprašava, kaj dela človeka, pa greva v najbolj te romantične predstave, pa se vprašava, kaj naj bi bilo tisto ultimativno človečenje in ali naša pot, kakršno potujemo v tem trenutku, odstopa od tega, pa mogoče na ta način stehtava, a smo zdaj boljši, a smo slabši, a smo zašli ali nismo zašli. Ja, recimo, da dober je tist, ki zna delati nekaj, kar ga pelje po poti blaginje. Dober je tisti, ki zna... Ki hodi po poti blaginje, torej dela stvari, ki se mu bojo obrestovale, torej ustvarja boljši svet. Bi lahko tako rekla, nekdo... Ki ustvarja boljši svet ali ki hodi po poti blaginje, ker sprva sem vas razumel... Podobno. Podobno, ustvarjati boljši svet, pa hoditi po poti blaginje, torej misliti na jutri in delati za to, da bomo imeli boljši jutri, recimo. Ok, kaj to pomeni? To pomeni, da na tem področju, recimo, smo totalno zavozli. Kajti vemo, da trenutno, kar počnemo, je narobe. Vemo, da uničujemo planet, na katerem živimo. Žagamo vejo, na kateri sedimo, kakorkoli. In to počnemo. In to je dejstvo. To nam znanost jasno kaže že, mislim, toliko časa, kot jaz tlačim to zemljo. In kljub temu, da vemo, da delamo narobe, če naprej to počnemo in se ne sprašujemo, ali bi šli drugače, pa ampak samo čim hitreje, čim več.
Torej v svetu, ki nas znanost upozarja, ne, da smo na robu, da smo že preko roba, da bi mogli nujno nehati, ne, z določenimi praksami. Mi te prakse stopnjujemo. Ampak, a nas to dela, a veste, tukaj se pa jaz spotaknem tukaj se bom pa uprl na ChatGPT, ne, ker zdaj pa se potisniva v kožo srednjeveškega človeka, ne. Ob tej njegovi v bistvu nevednosti, takrat človeštvo se ni zavedalo, kam pravzaprav gre s svojim razvojem. Ne? Gutenberg se ni zavedal, kaj bo povzročil z izumom tiskalnega stroja. Ne? Nihče se ni zavedal tega, kam bodo stvari šle. Ne? Skratka, a se vam zdi, da so te generacije pred davnimi časi živele bolj odgovorno življenje v luči svojega lastnega napredka, ali so bile samo tako limitirane z lastno sposobnostjo, da takšna devastacija okolja, kakršno poznamo zdaj, ni bila mogoča? Ja, to slednje. To slednje drži. Ja, potem smo pravkar dokazali, da smo boljši, ne? Ker ne glede na to, da žagamo vejo in totalno svinjamo planet in porabimo resurse že do aprila ali do ne vem kdaj, se tega za razliko od srednjeveškega človeka ali pa za razliko od mojih starih staršev, ki so bili pravzaprav aktivni participanti v industrijski revoluciji, se tega danes zavedamo. Ja. In ker se zavedamo, pa kljub temu počnemo, je to bolj neumno, ne? Kot pa če pač se ne bi zavedali in nekaj počeli. Ja, ampak se slabo počutimo ob tem, torej smo tik pred spremembo. A lahko tako razmišljamo? A smo res? Ja, ne vem, jaz ostajam optimist. Jaz ostajam optimist. Ja, jaz poskušam biti realist in ne računati na to, da se bo spremenilo kar samo od sebe. Ne. Dejansko je na posamezniku tisti, ki naredi lahko spremembo. Množica posameznikov pa je popolnoma odtojena od realnosti. Imamo namreč en veliki problem. V preteklosti je kmet vedel, da kaj je res, pa kaj ni res, v smislu tega, ko sije sonce, raste rastline, je toplo, ne, ko dežuje, spet zaliva in podobne osnovne stvari. Danes se mi zdi, da se vsak odloča o svoji resnici in lahko si jo izbere poljubno. In naši mediji oziroma informacijska mreža, ki smo jo ustvarili, nam omogoča točno to, da več ne iščemo prave resnice, ne, nekaj, kar bi bilo utemeljeno na znanstven način, z razumom, ampak iščemo svojo lastno zabavno resnico, ki nam bo najbolj pisana na kožo, zato da bomo s tem upravičevali svoja dejanja, kakršnakoli že so. Svojo orgijo. Ampak David, se mi zdi, da prava resnica kljub vsemu vedno glasneje trka na zavest in vest vsakega izmed nas. Hvala lepa, David. Enako, Miha, srečno. Lep večer, živijo, 01475 2202, tehtamo prejšnji teden izrečeno tezo, a ljudje a res postajamo vedno slabši? Ali to ne drži? 01475 2202, dober večer. Dober večer, s kom smo? Dobar dan, večer. Dobar dan, dober večer. Dule tle, Dušan. Dule, Dušan, živijo. Ja, partizansko ime Dule. Dule, živijo. Cirej Dule nama je prav po partizansko dol padel. 01475 2202, živijo, kdo je naslednji? Evo, zdravo. Darja tukaj. Naslednja, se upravičujem. Darja ali Zarja? Darja. Darja, živijo. Ojla. Darja, lahko malo stišava maršala? Lahko. Je boljš? Ja, povsem stišan je najboljši. Vse sem čist dala. Se sliši. Darja, boljši, slabši? Ja. Prosim? Kako? A smo ljudje vedno boljši ali vedno slabši? Oziroma drži teza, da postajamo vedno slabši? Pa mislim, to je zdaj tak zelo vprašanje, ko mi glih ni več tako všeč, ker večina ljudi bo rekla, da slabši. Ampak jaz sem bolj za to, kako iskati rešitve.
kako pač iti v tisto pravo smer, v katero bi radi šli. Ker zdaj, če bomo jamrali predolg časa še, potem bomo res preveč v temi in ne bomo pol več tako zlahka najdel pot ven, ne. Ja, ampak To se bojim. Ne, se strinjam, da je potrebno iskati rešitve. Ja. Ampak se mi zdi, da je ta teza, da ljudje postajamo vedno slabši, da je to ena taka samo uresničujoča se prerokba, da je to pravzaprav nevarna ideja. Zato se mi zdi, da je potrebno z njo razčistiti ali pa o njej na nek način razmišljati. Zato, ker je tako enostavno je pritrditi tej tezi o moralnem bankrotu posameznika in družbe, ampak mogoče pa to sploh ne drži, ne? Mogoče pa ravno ta potencial za rešitve bolj prisoten, kot je bil kadarkoli v zgodovini. Kljub temu, da se nam zdajle ruši Gaza in dogaja ne vem kaj. Misliš, da je na dosegu roke ali kaj? Ja, ne vem, če je, ne. Upam. Kaj pa vi mislite, Darja? Vsekakor je, ne. Nam je skrito v bistvu. To je največji problem. Ampak dajva poskusiti spet od začetka. Boljši ali slabši? Drži, da postajamo vedno slabši. Oziroma, kaj bi... zakaj? Definitivno. Zato, ker pač ne vemo v bistvu, kaj je smisel življenja, zakaj živimo, ker se ne cenimo dovolj, ker ne vemo, kdo smo. Ne gremo v osnovi. Gremo morda od začetka. Ne? Okay. Ne vemo, kaj je smisel življenja. Ja. To je kar taka odločna trditev. Kako? Mi lahko malo pojasnite to? Ja, smisel življenja. V bistvu vsak, ne vem, treba je tukaj videti širšo sliko življenja, a ne? Ja. In ta širša slika tukaj nam v zahodnem svetu ali pa večini sveta ni sploh predstavljena, ampak je kvečjemu skrita, a ne? Recimo na vzhodu je pa tam čist drugačna filozofija oziroma način življenja, zaradi tega, ker se zavedajo, da niso to telo, ampak so duša v telesu, recimo, in pol to drugače živijo in razmišljajo. In s tem, ko mi vidimo vse dušo, pa vso človeku, potem ne bomo nikoli drugemu naredili nič slabega, kvečemu mu bomo pomagali. In tukaj je ta začetna težava, ko si več ne pomagamo med seboj. Ampak jaz bom zdaj hudičev odvetnik, ne, sej tam, če greva zdaj v Indijo, pa pogledava ljudi, kako umirajo po cesti, ne, pa seveda se v drugi kulturi sprašujejo, kako je to mogoče, pa vam bodo rekli, ja ne, treba jih je pustiti, ne, to je pač karma njihova, to so se zdaj navlekali in se, naslednjič bo boljš v naslednji inkarnaciji, ne. Ja. Ampak se tudi to je mogoče ena taka, tudi to je ena pravljica, ki zelo prikladno vzdržuje kastne sisteme, ne? Če se jo pogleda skozi neko prizmo ekonomije, pa družbene moči, ki je vedno rezervirana za peščico. Ne želim biti hudičev advokat, ampak tudi na ta način se da gledati nam tako blazno romantične vzhodnjaške zgodbe. Ja, ampak še vse, tam je resnica na dlani. To hočem reči, ne. Vprašanje je samo, kaj bo človek naredil z njo, ne. Skratka, vam se zdi, ali bo uporabil? Ja, da oni bolj vedo, zakaj gre v življenju, kot mi, zahodnjaki. Ja, definitivno. Definitivno se bolj zavedajo, da niso samo telo. Mi pa danes živimo predvsem kot telesa, ne. Predvsem skrbimo samo za izgled, prehrano, rečemo zdravje, potem kaj še, nič kaj posebnega v bistvu, čist tak na telesnem nivoju, v živaštvo v glavnem, ne. In tudi gledamo eden na drugega kot na telo, ne. Recimo, ne vem, če bo nekdo čuden zgledu ali pa siromak ali pa brezdomec, ne bo nobeden šel do njega pa se pogovarjal ali pa mu dal 5 evrov, a veš, ne. Vsi ga ignorirajo, ne, tako da... Vi ste zdaj meni povedali tukaj eno grozno resnico, da smo ljudje na zahodu, torej tradicionalno, da smo pravzaprav narojeni v eno slabo zgodbo in da nam ni pomoči, ne, konc koncev
se ta, bom rekel, naša kultura, naš pogled na svet ima stoletja dolgo zgodovino. Ne? Je pomoč. Ja. Vem tudi, mislim po mojem, da zakaj izhaja vse slabo. Ne? In tudi mnogi so to potrdili, pač mislici. Ja? So potrdili, da vse slabo izhaja zaradi tega, ker smo izgubili vero v stvarnika. Ne? Ja. In iz tega izhaja pač naša beda na vseh področjih pač razmišljanja, delovanja, čustvovanja, ker nimamo te vezi več v sebi. In na podlagi, mislim, od tega izhaja, da ne vidimo več smisla življenja, da ne vemo, zakaj živimo. Kdo je sploh sočlovek, kdo smo mi, da se ne cenimo, da se nimamo radi. Ker če bi mi vedeli, kako smo veliki, da smo isti, kot da imamo ta del Boga v sebi, potem bi bili veseli, bi bili srečni, bi plesali, pel, ne? Ker bi se zavedali svoje mogočnosti, kar v bistvu smo. Ne? Tako pa mislimo, da smo to telo, ta in potem, ko nam nekaj ne paše, oziroma nas ta dualnost razdvaja ali natera, da pač trpimo, potem se sami sebi smilimo in pridajo bolezni in depresije in te zadeve, ali pa omame in tako dalje, ne? Ker pač se ne zavedamo, da smo duša in ta duša ne rabi čisto nič, ne? Ampak samo minimalno, ne vem, teh fizikalnih stvari, hrana, voda in to, predvsem pa rabimo medčloveške odnose, recimo, ne? Okay, Darja, pa povezavo s stvarnikom. Izjemno zanimiv pogled oziroma zanimivi kriteriji na presojanje tega boljši ali slabši. Kaj bi se moralo pa po vašem mnenju zgoditi, da bi vi rekli, recimo v zadnjih 5 letih pa opažam, da nam gre pa vedno bolje? Ja, prvo nazaj, utrditi svojo vez s stvarnikom, z izvorom, z najvišjo, edino najčistejšo pač to energijo, ko ji eni pravimo pač preprosto Bog, ne. Najprej to, da bi pa potem bilo to, kar si rekel, očitno, ne, bi pa rekla, da se začnemo pomagati spet eden drugemu, nesebično, brez pričakovanj nazaj. Ne posoja denar, ampak recimo, ne vem, pomagati, ne vem, pri hišnih opravilih, pelati, ne vem, njegovo mamo nekam, karkoli nekdo rabi, ne. Ali pa, ne vem, se pogovoriti, razumeti človeka, preživeti kvalitetni čas z njim. Se pravi, vse, kar je nesebično. To je pomaganje. To bi bilo najprej, da bi se izboljšalo, ne. Nesebičnost. Ja, nesebičnost. Darja, najlepša hvala. Ja, ni za kaj. Veseli, da si nazaj na radiju, pa da si napisal knjigo in vse to, tako da itd. Hvala, gremo naprej, živijo. Da ti gre. Ok, čau. Dober večer. Dober večer. Živijo, s kom govorim? Z Lovro tam. Lovro, živijo. Lovro, skratka, na vagi imamo tole trditev, ki pravi, da ljudje postajamo vedno slabši in je tako zelo prikladna, z veseljem se je uklenemo. Ni pa nujno, da drži. Kaj porečete vi? Jaz mislim, da so ljudje taki, kot so in jih moramo vzeti taki, kot so. Okay. Mislim, da družba nasplošno tone. Ja, ampak sej družba je ena taka suma vseh posameznikov. To je res. Družba je celota, nekako pa vsi skupaj se odražajo. Jaz mislim, da zaradi tega, ker so vrednote čist degradirane, ker se vsak lahko spomne in misli, da je lahko to, kar on je. Ne, greva k temu, ne, vrednot. To je bilo zadnji slišanje, ta degradacija vrednot, oziroma kaj imate v mislih s tem? Ja, ne vem, včasih je nekaj pomenilo to, da imaš svojo družino, da pomagaš svojim prijateljem, da ceniš ta skupen preživet čas. Da on smo postali preveč materialistični, no. In ne cenimo več tega, kar so naši starši znali, po mojem. Česa konkretno? Ja, ne vem, če gledamo nazaj toliko časa, vsi so imeli svoje hiše, vsi so imeli otroke, vsi so vedeli, za kva delajo, za neko skupno dobro. Te stvari, ki so jih naredili, niso vsi
za denar delali, so rekli, ok, to je pa za družbo, to pa dajmo za skupno dobro prispevati. So imeli te solidarnostne dneve, so imeli solidarnostne sobote, danes pa vsi sam gledali, ko jo vodo na svoj mlin speljali, pa za družbo ne noben nič naredil. Ne? Skratka, pogrešate več sistemske solidarnosti. Ja, sigurno to prispeva k izboljšanju stanja v družbi, zato je pa vsak zase. Ne, a želite povedati, da imamo premale davke? Ne, mislim, davki so sistemska solidarnost. Taki, kot bomo mogli pa sprejeti, ne. Jaz mislim, da nasplošno bi se mogli vsi ljudje bi mogli bolj skupaj stopiti, pa ne sam individualizem podpirati, ampak neki, kva smo mi. Tudi, recimo, jaz sem relativno mlad, ampak v službah danes ne vidiš nobene te pripadnosti podjetjema, ne. Ja. Kljub temu, da od njih dobiš plačo, pač praktično vse, kar imaš, ti oni financirajo, ne. Telo hvaležen temu, kljub temu, da ti njim nekaj dal, da tudi oni tebi nekaj dal. Ampak včasih so imeli ljudje pripadnost. Moja starša sta celo delovno dobo v enem podjetju delala. In ko je ta podjetje nedavno nazaj propadel, je to bil šok za njih. Kljub temu, da je mati delala za zelo, zelo nizko plačo, ki je sramotna, ampak ona je bila slabe vole, kad je firma propadla. Toliko so bili pripadni te firmi. Lovro, še zadnje vprašanje, žal, ker se nam čas izteka, ura bo kmalu 8. Skratka, vaši starši so bili boljši kot vi, ne? Ker ljudje postajamo vedno slabši. A si upava špekulirati, kako slabi bodo vaši otroci? Ja, jaz imam let staro hčerko, pa je pamet najbolj kot jaz. Tam take, kot jih bomo naredili, tak bojo naši otroci. Ja. In kakšne bomo naredili, če smo že mi slabi, pa so bili že naši starši slabši od njihovih staršev? Ja, jaz sem dal maksimalno od sebe, da naredil, kar se da dobro, upam, da boljšo, kot sem jaz. Lovro, naj te besede kot zadnje besede izvenijo v eter. Najlepša hvala. Hvala lepa. Živijo. Živijo. Evo, optimistično, priročno in zelo enostavno in pravzaprav zelo na mestu je zaključil mladi očka Lovro. Spoštovani in cenjeni, oddaja Toplovod, ki je odslej v 50% lastništvu Ambroža Cireja, se za en teden poslavlja. Slišimo se zopet prihodnji torek ob 21. Cirej mi govori, da je praznik. Kakšen praznik? Zdaj bodo očala gor. Noč čarovnic. To je dan reformacije model. Ok, bova midva se sporekla o praznikih in dela prostih dneh po zaključku. To je bilo to za ta denar, spoštovane in cenjeni, prihodnji torek ob 21. Tretja epizoda 20. sezone Toplovoda. Živijo.